Mi v LDS podpiramo zahtevo za povišanje plač zdravnikom, ne strinjamo pa se z uravnanim povišanjem plač vsem zdravnikom enako. Pavšalno povišanje plač za 30% se tudi nam zdi nerealno, zato predlagamo sistem, ki bo omogočal povišanje plač zdravnikom, ki bodo to tudi zaslužili svojim kakovostnim delom. Za povišanje plač zdravnikom je potrebno postaviti objektivne kriterije, učinkovitosti, kot so količina dela, kakovost opravljenega dela in pa zadovoljstvo pacientov. Po mnenju LDS povzroča težave pri plačevanju zdravnikov predvsem kolektivni plačni sistem. Anomalije se hitro pokažejo med različnimi ustanovami, kjer imamo recimo na kirurških oddelkih razmerje med eno in drugo bolnišnico celo 1:3 ali več. Predvsem je pa pomembno poudariti, da zaradi plačne uravnilovke dobri in storilni zdravniki zapuščajo javne zdravstvene zavode in odhajajo med koncesionarje, kjer ob dobri, boljši organizaciji tudi bolje zaslužijo. Tako je posledica plač po kolektivni pogodbi odhajanje dobrih zdravnikov, s čimer se pa seveda kakovost zdravstvene oskrbe v javnih zavodih slabša. To pomeni, da sistem plačevanja po kolektivnih pogodbah enostavno ne more delovati tako, da bi vzpodbujal večjo storilnost in boljšo kakovost zdravnikovega dela. Plačni sistem se mora torej spremeniti tako, da bo upošteval razlike med zdravniki v kakovosti in storilnosti. Vlada mora po našem mnenju s Fidesom nujno nadaljevati dialog in sicer tako, da najde rešitev, ki bo kratkoročno preprečila stavko, dolgoročno pa bo uredila sistem plač in tako zagotovila večjo kakovost zdravstvenih storitev. V LDS menimo, da je potrebno za dolgoročno optimalni in vzdržni sistem plačevanja zdravnikov izvzeti vse zdravnike iz javnega oziroma kolektivnega sistema plačevanja ter jih zaposliti na podlagi individualnih pogodb. To bi bilo po mnenju LDS najbolj pravično in učinkovito, je pa to v tem trenutku prevelik zalogaj za to situacijo, v kateri smo. Kot začetni korak predlaga LDS, da se zdravnikom določi delež njihove plače, ki bi bil variabilni del. Kakšen je ta delež, je stvar izračunov, v gospodarstvu se ta delež giblje okrog 20% fiksnega plačila. To bi bil del, ki bi pri vsakem zdravniku vezan na njegovo storilnost oziroma kakovost in učinkovitost. Omogočal bi nagrajevanje boljših in bolj delovnih zdravnikov, s tem pa bi jih tudi spodbujali, da ostanejo v javnem zdravstvenem zavodu. Ta variabilni del bi bil lahko vezan na tisti fiksni del plače, ki je že zdaj predmet pogajanja in ki ga je vlada že nekako določila na maksimum 13,5% povečanja. Na ta fiksni del plače pa bi potem bil naslednji korak, da se vsemi zdravniki sklepajo take pogodbe, ki bi zagotavljale variabilni del plačila tja do 20%. Čisto naslednji in tisti optimalni korak pa bi bil, da bi se z vsemi zdravniki sklepale individualne pogodbe, v katerih bi se natančno določile višine fiksnega plačila za posameznega zdravnika ter njegov variabilni del, ki si ga pridobi s kakovostjo in količino svojega dela.